Želim vam povedati zgodbo o eni največjih laži, kar so jo kdaj povedali, in o tem, kako vaš davkoplačevalski denar zdaj namenjajo širjenju propagande prav o tem. In ne, želim si, da bi lahko rekla, da je to pretiravanje. Pa ni. Pozdravljeni. Ja, oprostite. Bi lahko govorili malo kasneje? Imam ljudi, ki me veste. Intervjuvaj o Nagbi. Stara sem bila 9 let. Bil je večer in moj oče je prišel v našo spalnico ter nam presenetljivo rekel, naj se spustimo na vse 4 in se odpravimo proti stopnicam, ki vodijo na streho. Na stopnišču ni bilo oken, ker so krogle v tisti fazi že preletele skozi lesene polkna. In naslednji dan smo vzeli le tisto, kar smo lahko nesli s seboj, in odšli k mojemu stricu Huseinu. V redu. Če to gledate prvič, se morda počutite podobno kot jaz. O bog, kaj se je zgodilo tej ubogi ženski? Skoraj spominja na holokaust. Te uboge ženske, ti ubogi ljudje, ki so doživeli tako hudo tragedijo. In kaj ima to opraviti z vašim davkoplačevalskim denarjem, se verjetno sprašujete. No, poglejmo za trenutek. Torej, za tiste, ki ne veste, kaj je bila Nagba, Nagba je bila, in do neke mere še vedno je, velika odstranitev Palestincev iz njihovih domov med letoma 1947 in 1949 strani zlobne države Izrael, čeprav se je to zgodilo med vojno, ki so jo ti Palestinci sami sprožili. Ampak to je tema za drugič. Zdaj sta znani 2 osebi, ki še vedno spadata v kategorijo teh beguncev. In to sta sestri Bella in Gigi Hadid. Ja, poznate tisti supermodeli, ki živijo v Združenih državah in so prevladovali na vseh zaslonih. No, v okviru te zgodbe o Nagbi ju štejejo za begunki in danes oziroma ta teden so to obeležili. In razlog, zakaj želim govoriti s tabo o tem, je ta, ker je bilo očitno to video, ki ga bomo nadaljevali gledati, financirano strani Zohrana Mamdanija, ki uporablja tvoj davkoplačevalski denar za širjenje laži o tem, da do danes so ti ljudje 90 let kasneje še vedno obravnavani kot begunci zaradi konflikta, ki so ga sami začeli. Danes je dan Nagbe, letni dan spomina na izgon več kot 700 000 Palestincev med letoma 1947 in 1949 ob nastanku države Izrael in v letih, ki so sledila. Indija je Njujorčanka in nova preživela Nagbe. Z nami je delila zgodbo o domu, tradiciji in spominu skozi generacije. In seveda se je Rashida Tlaib odločila predstaviti resolucijo o priznanju Nagbe, pri čemer je ponovno uporabila vaš davkoplačevalski denar. Da bi ljudi spodbudili, naj se osredotočijo na vse te revne begunce, ki v več kot 90 letih niso ugotovili, kako prenehati živeti v mentaliteti žrtve zaradi nečesa, kar so sami povzročili. Ta resolucija 1289, ki jo je podprlo 12 demokratov, med njimi seveda tudi poslanka Ilhan Omar, opisuje Nagbo kot stalen proces povezan z ustanovitvijo Izraela in poziva k ponovni vzpostavitvi ameriškega financiranja UNRWA ter spoštovanju resolucije ZN 194. UNRWA, naj vas spomnim, je tista organizacija, ki jo Hamas, teroristična organizacija, ves čas uporablja. Spomni, mimogrede, nekateri zaposleni pri UNRWA so dejansko ugrabili nekaj Izraelcev 7. oktobra, ampak to je tema za drugič. Spominja na vojno leta 1948, ki je zaradi državljanske vojne in arabskih invazij pregnala okoli 700 000 Palestincev, pri čemer zgodovinarji izpostavljajo dejavnike, kot so strah, izgon in arabski pozivi k begu, zagovorniki pa povezujejo trenutno nasilje v Gazi, bla 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 bla, bla 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 bla. Rezolucija se sooča z velikimi ovirami v republikansko vodeni poslanski zbornici zaradi nerešenih zamer in nasprotujočih si pripovedi. Nasprotujočih si pripovedi, kot da Nagba nikoli ni končala. In to je tisto, kar vam želim povedati. To je ta laž, ki se nikoli ne konča. Nagba se nikoli ni končala. Te žrtve so vedno žrtve. Nikoli se ne bo končalo. Vedno bodo begunci. In mislim, da je nas, da Daily Nas, verjetno eden najbolj natančnih glasov o tej celotni zadevi. Opozorilo o kršitvi narativa. Starešine v moji arabski vasi, za tiste, ki ne vedo, Nasir Yasin je izraelski Arabec. Prav? Starešine v moji arabski vasi v Izraelu so mi povedale, da so najbogatejši Palestinci najprej prodali svojo zemljo in odšli. 80 let kasneje njihovi vnuki zdaj trdijo, da so razseljene žrtve.
Tako sem alergična na miselnost žrtve. To mi zavre kri. 15 milijonov razseljenih Hindujcev in muslimanov v Indiji in Pakistanu približno v istem letu. Nihče tam ne poskuša biti žrtev. Čas je, da gremo naprej. Lahko si žrtev samo enkrat. Potem si prostovoljka. In ja, mislim, da je to popolnoma pravilno. Mimogrede, Lara Luma, predsednik Trump, bi moral prekiniti vsa zvezna sredstva za mesto New York, dokler Mamdani ne odstopi. Mamdani uporablja denar davkoplačevalcev za palestinsko propagando o Nakbi in njegovi podporniki vsakodnevno grozijo, da bodo napadli Jude v New Yorku. Trump lahko to bitko zlahka zmaga, tako da mestu New York odreče vsa zvezna sredstva, dokler Mamdani ne odstopi. Preprosto je. Poglejmo si ta smešen video, vendar ne še enkrat. Ko smo že videli to neumno Rashido Tlaib, ki gre tja in govori o tej propagandi, v katero verjame. 15. maj 2026. Markov. Mimogrede, dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Meira K, vaša gostiteljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročanje, da podprete ta video. In naredite, kar je treba, da se o tem razve, ker imamo dovolj. Čas je, da se upremo. 78. obletnica Nakbe. Nakba, kar v arabščini pomeni katastrofa, se nanaša na množično izgon in nasilno etnično čiščenje palestinskega ljudstva iz njihovih domov in domovine med nastankom države Izrael. Tako dolgočasno, tako staro, tako dolgočasno. Seveda imate tudi Jeremija Boringa. Od Jeremija Boringa. To je popolna napaka. Jeremy Corbyn tukaj prav tako govori o Nakbi. To je bil čas, ko je bilo 700.000 Palestincev pregnanih iz svojih domov. Od takrat so Palestinci pod okupacijo. In od 23. oktobra naprej poteka najbolj intenzivno bombardiranje. Dolgočasno. Zapomnite si, fantje, ko govorimo o laži Nakbe, vojne, ki se je zgodila leta 1948, niso začeli Judi. Začeli so jo ti ljudje, nato pa so se morali soočiti s posledicami tega, kar je pravzaprav njihov način delovanja. Oni začnejo stvari, potem pride do posledic in za te posledice okrivijo razlog, zaradi katerega so sploh začeli. Prav? To je neverjetna in genialna poteza. Vzamejo zgodovino in rečejo, v redu, začeli bomo vojno z Judi. Začnejo vojno z Judi. Judi nato zmagajo, nato so izgnani. In potem je njihov odziv reči, bili smo izgnani, ker je bila vojna z Judi. Ne deluje ravno. Podobno je s celotno zadevo 7. oktobra. To je strategija, ki jo uporabljajo. Razlog, da uporabljamo terorizem, je zaradi posledic našega terorizma. To je tako neumno, je patetično. Resnično, iskreno, izjemno patetično. Hiša Huseina v Nablusu, ker v Nablusu ni bilo bojev. Cionisti so, veste, prihajali v Jeruzalem. Človek se samo vpraša, zakaj mora Mamdani zdaj zapravljati denar za ta video? V redu, glede te propagande. Kaj? Na kaj bi se moral New York zdaj osredotočiti? Ko jim ne uspeva odstranjevati ledu, ko imajo milijon različnih težav že sami po sebi, naj bi denar šel za to. In to je še en opomnik, da je to ena največjih laži, kar so jih kdaj povedali, da so Palestinci žrtve. Ne, oni so tisti, ki širijo mentaliteto žrtve, ki so se jo odločili uporabiti proti vam, koristnim idiotom. In zdaj jim uspeva dobiti vaš davkoplačevalski denar, da širijo te laži. Mislim, ali ni to osupljivo za propagandni stroj?